redu. Zdaj naredili eno meditacijo. Eni ste že, na moji spletni strani si naložili audio posnetek in že tudi uporabljate, eni že pač poznate odprej, ste že bili na teta seminarju in tako naprej. Mogoče, če kdo še ni, bomo zdaj šli v stik z enostjo, torej vizualizacijo bomo uporabljali, stik z enotnim poljem po kvantni fiziki. V bistvu iz tega stika jaz delam karkoli, delam v terapijah. Mislim, prvi del je normalno psihoterapevtski pogovor, v drugem delu gremo v tako imenovani meditativni proces, kjer se da namera iz enosti. Možgani grejo v teta stanje, frekvenco 4 do 6 Hz, in iz tega stanja pač jaz dam namero, da kreator, izvor, enotno polje, univerzum, pač, kakor bolj hočete reči, tej energiji, zamenja te negativne vzorce, občutke in jih nadomesti z novimi. In jaz vedno dobim intuitivno informacijo od zgoraj, s čim to zamenjati. Nič svojih definicij ne kreiramo, ampak vedno intuitivno pride informacija iz enosti. In to je točno tisto, kar človek rabi. Včasih me kar zmrazi, kakve so zamenjave. Ljudje včasih jokajo, kako jih to rabijo. Jih te občutke rabijo imeti vse, take vzorce. Niso nikoli življenje se čuti ljubljeni od mame, od očeta. In pa se jim skreira to občutki ljubezni, varnosti, sprejemanja od staršev. So čisto drugačni potem pridejo. To je tista moč te tehnike. To je v bistvu transpersonalna psihoterapija, to pomeni nadosebno. Torej upošteva človeka kot duhovno bitje, kot dušo, ki ima zavest, ki je seveda z nekimi vzorci, z nekimi občutki prekrita, ta čista zavest, ampak kaj mi delamo v bistvu v terapiji? Mi delamo to, da te bariere rušimo. Torej, te mentalno-čustvene navlake, ki smo jih pač nabrali tekom tega življenja, pač vplivi, kultura, vzgoja, literatura, izobraževanje, filmi, starši, predniki, transgeneracijski vpliv, epigenetika, vse, kar smo pokasirali od prednikov, tretji vpliv, reinkarnacija, prejšnji obstoj, pač stanje zavesti določeno, pa ne samo sabo, neke travme, blokade, ki so na karmičnem telesu, in potem globoka podzavest, to so določena podzavestna mentalna prepričanja, ki jih nosimo spet iz inkarnacije v inkarnacijo, kolektivno nezavedno, recimo trpeti moram, da bom bližje Bogu, vplivi krščanstva in tako naprej, moram trpeti v življenju na splošno, grati za denar in tako naprej, to se lahko prenaša iz inkarnacije v inkarnacijo. Ker enostavno kot družba smo zelo indoktrinirani tukaj na tem